Grožnja s smrtjo. Eni od zaposlenih na Metliškem centru za socialno delo. Kar 14 dni so bila zato vrata centra zaklenjena iz varnostnih razlogov. Po naših neuradnih informacijah je grožnja povezana z odvzemom 2 otrok romski družini. Neuradno gre za isto družino, pri kateri so novomeški policisti 1. januarja našli neodzivnega dojenčka, ki je kasneje v bolnišnici umrl. Zaposlene je strah. Vsako leto dobimo več konkretnih groženj, priznava direktorica centra. Kako bo ukrepalo pristojno ministrstvo za delo? Urša Vrečar. Do nadaljnega smo zaprti zaradi varnostnih razlogov. Tale napis je na vratih Metliškega centra za socialno delo visel zadnjih 14 dni. In kaj je bil varnostni razlog, zaradi katerega so se zaposlene v strahu zaklenile? Grožnja s smrtjo eni od socialnih delavk, danes pojasnjuje direktorica centra. Šlo je za grožnjo po telefonu in po družabnih omrežjih. Razlog za grožnjo pa neuradno odvzem 2 otrok v romski družini. Ne bom ne potrdila, ne zanikala, lahko pa samo povem, da imamo grožnje tako z enih kot tudi z druge strani. Gre za ukrep, ki se ga sicer poslužujejo v skrajnih primerih. To gre za primere, kjer tudi z našo pomočjo otroci v družini niso več varni. Po naših neuradnih informacijah so otroka odvzeli družini, pri kateri je novomeška policija v prvih dneh januarja obravnavala sumljivo smrt le nekaj mesecev starega dojenčka, ki je po več urah oživljanja umrl v bolnišnici. Je pa nesprejemljivo, da se zdaj ti ljudje, ki so v imenu države se izpostavili, da bi rešili te otroke, da so ustrahovani. Pravi poslanka Nove Slovenije, ki zaradi metliškega primera odgovore in predvsem konkretne ukrepe terja tako od ministra Luke Mesca kot od notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Za ta ukrep, da so se samo zaščitile, se gotovo, da niso odločile na pamet. Socialne delavke sicer iz leta v leto prejemajo več groženj, priznava Kraljeva. Seveda je strah prisoten, te občutki so zelo neprijetni, ampak mi se skupaj pogovarjamo in naredimo vse, da jim to stisko olajšamo. A le pogovor ni dovolj. Na centru tako veljajo povečani varnostni ukrepi, ministrstvo Luke Mesca pa jim je v letošnjem letu zagotovilo dodatna finančna sredstva za najem varnostnika. Sredstvo je premalo za stalno prisotnost, zato ga mi najamemo po potrebi. Nekajkrat na leto pa morajo, še priznava Kraljeva, enostavno zakleniti vrata, kar pa, poudarja, ne pomeni, da zaposlene ne opravljajo svojega dela. Napis je bil mogoče malo nerodno zapisan, pisalo je, da je center zaprt, kar pa ni res. Mi smo normalno poslovali, samo smo imeli nadzorovan vstop. Torej so lahko stranke prišle, poklicale, pozvonile, smo odprli vrata in jih potem normalno spustili noter. Vrata Metliškega centra so danes sicer odprta, napis so že umaknili. Varnostnik pa tam še ostaja.